Živjo, tukaj spet Retro Lover, posebna edicija. Uje! Ker se je na naših kanalih čez novo leto nabralo ogromno komentarjev, sva se z Bobijem odločila, da bo danes komentiranje komentarjev Večje! Silvester, kako si pa prepričal odgovorne, da lahko snemava v režiji? Bobi, v bistvu nisem nobenemu povedal, tako da kar Začnimo! Najprej bo podarila USB ključek osvežilne fronte, ki sva ga obljubila tistemu, ki bo dal najboljši predlog, kaj narediti s kolorotom, ki sem ga podaril Bobiju. Mrzli 2 je napisal. Uporabil bi ga, da bi si spletel Nika Škrleca za Bobija. Mrzli 2, čestitamo, USB ključek je tvoj. Sva tudi midva kar fena Nika Škrleca, a ne, Bobi? Ja, če si že zapomne toliko decimalk števila pi, bi si mislil, da si bo tudi moje telefonsko zapomnil, pa me kdaj poklice, ne? Pod videom, kjer Božiček totalno kiksne z darilom, je Hot Ice Gamer 2 napisal kritiko. Nasilje nad Božičkom, izkoriščanje nepismenosti Božička. Ojoj, ka ni to kazniva, Poljubček, naspeh, pomežik. Hot Ice Gamer 2 se popolnoma strinjava. Božiček si, kljub svojim hibam, zasluži spoštovanje, ker razveseljuje ljudi in prinaša darila. Igral v nadaljevanki Jezero. Bobi, ti ste pa Sebastian Kavaca. Sem če je sivkas, pa ima brado. Ne, spet sem napačen mu dal svoje pismo s prošnjami za darila. O, boh. Naslednji komentar. V Žličkanju smo vas spraševali, kaj je bilo najslabše darilo, ki ste ga kadarkoli podarili. In Karin Maček 2 je napisala: Sestri sem na mesto torte dala vodni balon, obmazan smetano, in ko je hotela prerezati, je balon tako počul, da je smetana bila še na stropu in po zidovih. Na koncu pa še je sama počistila. Karin, to je res slabo darilo. Meni je enkrat Silvester podaril kar ene papirje z nekimi črkami in številkami gor in sem jih takoj vrgel v smeti. Bobi, to so bile položnice. Zato je to mraz. Napisali ste nam tudi, kdo ali kaj bi bili vaši moderni jezdeci apokalipse. In Boštjan Mauh 1 je napisal: pokvarjen Wi-Fi, domača naloga in pospravljanje. Boštjan, kar zmrazil me od strahu. Kjer ga se bolj bojiš, pokvarjenega Wi-Fi ali pospravljanja? Domače naloge. Ampak se ne hodiš več v šolo? Ja, saj vem, ampak enkrat sem na gimnaziji pozabil dati eno seminarsko in to me še danes preganja. Kaj si pa moral napisati? Moral sem napisati o tem, a je pospravljanje res koristno za preganjanje dolgčasa, če ti crkne Wi-Fi. Pod videom Vsak dar ima svoj čar se je vnela prava komentatorska vojna. Novan Lol in Anastazija Vočkovski se namreč nista mogla zediniti, kdo je video lajkal in komentiral prvi. Da ne bi več prišlo do takšnih prepirov, najine komentatorje pozivava, da najraje tekmujejo, kdo bo zadnji. Naj se boj za zadnje mesto prične! Pod epskim filmom o zombijih je Elena Stublar diagnosticirala, da je njena 9-mesečna sestrica zombi, ker ima zelo obetavne simptome. Slini se, v usta da vse, kar najde. Čisti zombi! Elena, izvrstna diagnoza. A veš, da ima včasih podobne simptome tudi Bobi, ker da čist vse v usta. A ne, Bobi? Čas je za zmagovalni komentar tega tedna. Rok vas je v oddaji o apokalipsi spraševal po vaših teorijah zarote in Ana nas 3 je napisala: moja teorija zarote, zemljo vodijo morski prašički in osvežilna fronta. Ana nas 3 se popolnoma strinjava. Če ti kdo pravi drugače, pa si daj na glavo slušalke osvežilne fronte in ga nehaj poslušati. Mrzli 2 in Ana nas 3, USB ključek in slušalke dobite po pošti. Le vaj naslov nama posredujte na osvežilna.fronta@rtvslo.si. Bobi, zdaj pa boljš, da greva, preden pridejo šefi. A misliš morski prašički šefi? Bobi. Adijo!